Novo šolsko leto se je lihkar začel, december bo tik-tak tukaj okoli in v tem cajtu se jaz vedno sprašujem, kaj bo moj planer za naslednje leto, kjer planer bom naslednje leto uporabljala, kaj bom z njemu delala, kateri bo tisti, ki mi bo res pomagal doseči moje cilje in mi bo najlažje z njemu organizirati življenje. Poleg vseh planerjev, ki jih tako rada preizkušam, sem zdaj dobila priložnost, da preizkušam tudi Yummystyled planer. Yummystyled je majčkeno drugačen od vseh ostalih planerjev, ki sem jih do zdaj predstavljala in večinoma po temu, da nima napisanih datumov. Ti imaš enostavno prazne strani za mesece, prazne razpredelnice, prazne strani za dneve in potem si ti datumsko sam noter vpisuješ. Kar pomeni, da ti lahko začneš zdajle uporabljati ta planer, oktobra, in ti bo čisto lepo super služil, kakor če bi ga začela uporabljati januarja. Meni so taki planerji še posebej všeč, če se ti zgodi, da naprimer, sredi leta zgubiš motivacijo, kakorkoli, pozabiš izpolniti en teden, 2 tedna, tudi 3 mesece se mi je že zgodilo, a ne? In pa se tako malo krivo počutiš, pa ne morem iti zdaj pa nazaj, pa toliko strani je šlo že mimo, pa kar naenkrat ti zmanjka motivacije, pa gledaš tiste prazne strani, pa se slabo počutiš, pa tako. No, tukaj nimaš tega problema, zaradi tega, ker lahko kadarkoli tudi kakšen mesec preskočiš, pa enostavno nadaljuješ od tam naprej, kjer ti pač paše. Saj bomo šli pol čez cel planer, pa ti bom pokazala, kaj mislim s tem, da pač niso označeni dnevi, ampak imaš vseeno mesečne pa tedenske razporede, tako da si v bistvu lahko planer prilagodiš čist po tvojih željah in okusu, a ne? Ta planerček je tako zelo za barvite ljudi, bi jaz temu rekla. Strani so ful barvite, vidiš, sem si celo svojo slikico not napopala, ful je taka barvita tematika, kar je meni po eni strani ful všeč, zaradi tega, ker se ne rabim vsak mesec posebej ukvarjati s tem, v katero barvo bom šla, ampak mi nekako mesec sugerira, kakšno barvno paleto naj približno izberem in pol v bistvu sam tistmu sledim in probam s tistim nekako narediti nekaj, kar bo meni najbolj ustrezalo, kar mi je ful fajn, ker še malo mojo kreativnost spodbuja, da z stvarmi, ki so mi dane, naredim največ možno, a ne? Tako da zdaj pa po moje dosti mojega govorjenja, pa najbolj, da gremo kar direktno noter na planer, zaradi tega, ker je ful lep, ful luškan, vse grafike so avtorsko delo, te bejbe, ki je naredila ta planer, res ful luškano, vse ročno narisan. To je planer, ki je narejen v Sloveniji. Je res, da vse v angleščini noter piše, ampak je narejen v Sloveniji in je res tak cukrček. Tako da, gremo si zdaj pogledati. Tole je Yummystyled planerček. Kot vidiš, ima trde platnice in eno tako ful fajno elastiko, zato da vse lepo noter ostane, kar noter daš. Čisto na začetku, meni se je tle zdelo, da je toliko prostora, da enostavno moraš nalepiti svojo sliko noter, a ne? Pač ni absolutno nobene potrebe po tem, ampak če lahko, zakaj pa ne, a ne? Potem imaš par strani za zapisati kaj, letne razporede. Lahko ti začneš v bistvu s tem planerjem kadarkoli želiš, ker to so edini meseci, ki so napisani, a ne? Potem, če gremo naprej, imaš tukaj za kontakte si razporediti, za zapisati si rojstne dneve vseh ta pomembnih ljudi, da ne pozabiš, če te Facebook ne spomne, a ne? Appointmentsi, razne stvari, ki jih ne smeš pozabiti, kdaj imaš zdravnika, kdaj ima maček zdravnika, kdaj moraš avto na servis peljati, pa take zadeve, a ne? In potem začneš s svojimi letnimi cilji, a ne? In kaj je v bistvu tvoj top priority, kaj so tvoji top cilji, ki jih želiš doseči in pa kaj bi rad naredil z vsakim posameznim področjem svojega življenja. Od financ, kariere, zdravja, spiritualnosti, lifestyla, kakšnega bi želel, social life, želiš, da obstaja, a ne? Tako da s tem v bistvu začneš, a ne? In si tle lahko v bistvu zelo dobro razporediš, kaj, kako, da dobiš malo pregled nad celim letom, kam bi to rada zapeljala, kako tle nadaljuješ, a ne? Potem se pa začnejo mesečni razporedi. Mesečni razporedi niso čisto nič označeni, za kjer mesec gre, to sem jaz sama napisala, tako da lahko začneš z oktobrom, planer lahko začneš z oktobrom, lahko ga začneš z januarjem ali pa z julijem, če ti paše, a ne?
Na vsaki strani imaš en tak luškano misel in pa v bistvu ti da že malo vpogled, kakšna barvna shema bo šla čez cel mesec. A balanced diet is chocolate in both hands. To je to, pač čokolada. Motivacija za ta mesec, kaj moraš narediti, kaj si želiš, da bi zaključila ta mesec. Note to self, če si imaš kaj zapovedati, in pa kaj ne smeš pozabiti. Tako da na ta način ti v bistvu daje en tak lep pregled nad mesecem, kako se bo mesec odvijal, kam bo mesec šel, potem greš pa v bistvu majčkeno bolj detaljno planirati po dnevih, kaj pa kako. Najprej imaš mesečni pregled, imaš tole preč, mesečni pregled oktobra. Zdaj, kakor lahko vidiš, tle niso nič dnevi napisani, Tako da, če bi bil to marec, pa bi prvi prišel tukaj noter, pa bi se nadaljeval, ti sam slediš v bistvu ponedeljek, torek, sreda, četrtek tem dnevom gor in potem vse lepo uskladiš, da vse pride noter. Zdaj, jaz bi tle, glede na to, da je prvi nedelja, bi lahko tudi začela tle gor z drugim, pa pol v naslednji mesec prenesla, tako mi pa na koncu zmanjka malo dni. Ampak ja, v bistvu s tem mesečnim pregledom, jaz sem ga tle v bistvu več ali manj uporabila za ta velike stvari not zapisati, pa za razne, ne vem, takrat, ko me ni doma označiti zadeve, pa kakšne posebne take stvari, ta velike za not napisati, za nalepke polimati in take zadeve. Nisem niti šla zelo podrobno v detajle, zaradi tega, ker niti ni toliko prostora, da bi se tle zelo podrobno šel noter. To ti je v bistvu samo tako za en pregled, za en generalen pregled, kako ti bo šel mesec, da ti ne bo pol tle nekje vmes zmanjkalo časa, to bi mogla pa že pripraviti, pa nisem, zato ker pač nisem ta teden vedela, da to tle pride. Tako da to je fajn za en tak celoten pregled nad mesecem, da vidiš, kdaj, naprimer, absolutno ne boš imel časa karkoli narediti, da ti tle praktično en cel teden ven pade in da rabiš stvari prej pripraviti oziroma potem zrihtati. Potem, jaz sem si tle kar majčkeno razporedila tale kvadratek, sem ga kar na pol preklala in si pač tle naredila en tak short list za snemanje, naprimer, kaj vse moram s sabo vzeti, pa potem darila, za koga vse moram še kupiti. Tako da, če potem nadaljujemo naprej na tedenski plan, zdaj, jaz sem tle probala dva načina. En je tak ful bolj urejen, ful bolj pošlihtan, če češ imeti majčkeno bolj minimalistično izpeljati celotno zadevo, zelo malo nalepk, zelo basic barve, v bistvu sem samo 3 barve dodala, nalivnik oziroma kuli moder, roza, ki se pač lepo ujema z celo to tematiko, in pa vijolično tukaj gor za dneve. Lahko bi dala tudi več barv, ampak tle sem res želela tako clean, pa čim bolj na simple, pa da čim bolj na simple jaz to vse, da imam dober pregled, tudi črte sem si vmes naredila, teh črte drugače ni, tako da v bistvu je planer je zelo tako odprt, da si ga lahko po svoje prilagodiš, kakor ti paše, kakor želiš, kakor se ti najbolj zdi, da bi pač ti po svoje si oblikovala, kakor tebi najbolj paše. Tle imaš v bistvu prostor za next week, da si v bistvu zapišeš na hitrico stvari, ki bi jih rada želela. In pa ena zadeva, ki je meni ful všeč, da imaš po vsakem tednu dejansko prostor za vse zapiske. Da če se pač v tem tednu vse sestanke, ki imaš, vse stvari, ki si je treba zapisati, da si jih lahko direkt tle zapišeš, ne da imaš nekje v zadnji na koncu tako ene 4 liste, in pač tisti pol takoj popišeš, ampak imaš po vsakem tednu prazen list za zapiske. Je pa res, da to potem povzroči, da ti naslednji teden zamakne na sosednjo stran in imaš potem naslednji teden ponedeljka do četrtka in potem na drugi strani od četrtka do petka in potem spet novce. Tako da to je majčkeno nepraktično, ampak okej, se mi zdi, da je ful bolj pomembno to, da imaš pač vse zapiske takoj zraven, ker še ta en list je meni osebno malo, ampak recimo, da če bi rabila več, da bi se pa pač, da bi si te stvari začela v telefon pisati, ker če imaš sestankov, kakor jih imam jaz, je to kar naenkrat ful tle noter pride. Ampak naprimer, če si pa v šoli, je pa tle fajn, da si zapisuješ, ne vem, kakšne res stvari, projekte, za dokdaj imaš narediti, pomembne datume, take stvari, pa da pol v bistvu na koncu tedna lahko pregledaš, okej, to pa to je še treba narediti, to je še treba zrihtati, tiste je treba še poklicati, to je še treba narediti, imaš v bistvu cel lepo pregled na koncu vsakega tedna in potem to lepo naprej neseš in vneseš v koledar, ne da imaš nekje na koncu in
potem pozabiš pogledati in potem tisti zapiski ostanejo tam. Tako da ta se mi zdi kar boljši način. Tako da ja, tle sem šla zelo minimalistično, zelo urejeno. Tudi fajn je, da glede na to, da niso kvadratki nič označeni po urah, si ti lahko v bistvu čist sam ure dopišeš, kakor ti paše. Naprimer, a veš, kakšne dneve lahko začenjaš ob 10, pa imaš tle že ob 12 eno zadevo, medtem ko kakšen drug dan pride pa tako, da se bo tle v bistvu noter, boš imel sam en velik čunk časa, ki ga boš za kaj drugega porabljal, pa boš v bistvu ob 18 šele imel naslednji kakor appointment, in pač lahko sam totle gor napišeš, pa ti tle še ostane placa za zapiske si pisati ali pa karkoli, Potem spet druge dni, vsaj pri meni naprimer tako, da imaš pa tako nabito, da so praktično na 1 ali pa na 2 uri zadeve narazen, in ti pol pride prav, da imaš toliko prostora, da vse to porihtaš. Tako da v bistvu tle sem šla tako, da vse, kar je bilo sestankov, kosil, kavic, vse, kar je tazga, da moram biti nekje ob neki določeni uri, pišem z modrim kulijem, vse ostalo, kar so pa neke stvari, ki jih moram narediti, take malo večje, jih pa delam z rozastim kulijem, vse, kar je pa takih tam mečkenih to-dojev, tisti pa ponavadi kar v telefon zapišem, ker mi je enostavno hitrejš. No, pol tukaj sem naredila pa en tak ful barvit spread, ful nalepk, ful vsega, vse noter vmes dano. To je pa po moje bolj za punce, ki ne planirajo cel teden vnaprej, ampak mogoče planirajo 1 ali pa 2 dni vnaprej, pa imajo svoje planerje rade tudi kot nek tak en memory book, da imaš pol v bistvu za nazaj, kot spomine, da lahko potem pač po temu, da si ustvarjaš neko tako spominsko knjigo, pa pol pač ful nalep daš noter, pa nalimaš svoje slikce, pa slikce od stvari, ki so se zgodile tisti dan, pa take zadeve, Tako da tle je pač res vsega in je tako bolj za tako kreativno dušo, Zdaj jaz, če bi se mogla odločiti, a bi delala tak spread, čisto po pravici povedan, je čisto odvisno od tedna, kako se počutim, pač včasih bi šla full on sticker mode, washi, vse živo, Včasih pa hočem tako sam clean, pa res čisto logično in da je tako do pikice natančno, Tako da na ta način mi je ful zabavno to, da imaš take, da lahko v bistvu si čisto po svoje prilagodiš, Tudi tle sem naprimer številke zgori majčkeno drugače naredila, sem pisala samo dan, številko dneva, ne še pač 9 oziroma 10, Potem imaš spet novce na koncu. In potem, če prelistamo še malo naprej, naslednji mesec je pol zelo podoben, isto roza rjava kombinacija, kar se mi zdi, da je kar nekako taka, ta čokoladna kombinacija, neka taka rdeča nit tega celega planerja. Potem naslednji mesec je majčkeno bolj v modro, kar je, kakor sem že rekla, meni ful všeč, zaradi tega, ker mi ni treba razmišljati, v katere barvne kombinacije bom šla. Ampak sem tako, modra rjava tokrat, v redu, gremo naprej z modro rjavo. In potem tako v bistvu nadaljuješ čez vse mesece. Na koncu vsakega meseca imaš tudi checklisto, zato da si lahko v bistvu zapišeš čist karkoli rabiš, kakršnekoli so, karkoli rabiš pač odkljukati. Zdaj to so lahko domače naloge, projekti, vse take stvari, ki jih imaš za narediti. Pri meni so to večinoma tako, ne pozabi stvari, ne pozabi tega plačati, ne pozabi, ne vem, tega obrazca oddati, tega narediti, unga narediti, ne pozabi avta na servis peljati, ne pozabi mačke cepati peljati, pa take zadeve, Naprimer, čakaj, tle nekje na koncu sem izpolnila eno, vidiš, ta naprimer je taka, potem je tle ena rumena, sem jo videla. In to je vse na roke narisane, vse te grafike, to je vse na roke narisane, to je meni tako res ful zanimivo. Je bilo tukaj? Ja, tukaj je bil, evo ga. Ne vem, zakaj sem šla nekje na sredi to checklisto delati, ampak glej, v redu, A veš, si lahko vse stvari noter zapišeš. Zdaj, to so lahko večje zadeve, to so lahko manjše zadeve, to je čist up to you, kako želiš, da gre to čez. Tle v spodaj piše, lahko daš pač za račune, shopping liste, appointmente, ki jih imaš, zadeve, ki jih moraš narediti, pač karkoli, daš si tle noter, imaš lepo na koncu meseca in na koncu meseca lepo prečekiraš, vse je v redu, vse sem pokljukala, vse sem naredila, dober je, gremo naprej, Potem imaš pa še čisto na koncu
čisto na koncu planarja, lej to, no, lej kako je to lepo. Vse na roke narisan, vse na roke napisan. Imaš pa še My Personal Space, ne? Tle imaš pa v bistvu za račune, recimo, da si tle zapisuješ kakšne unete večje zneske, ne zdaj tisti račun za telefon vsak mesec, ki pa boš kar naenkrat imela to polno, a ne? Ampak za tiste neke večje zneske, ki mogoče rabe, da se jih plača, da se jih razporedi in tako, pa si lahko pač zapišeš, kakšna je situacija. Zdaj lahko bi tle v zadnji uporabil tudi za uno simple finančno planiranje, imaš tle dovolj prostora, da si narediš prav en financial planner v smislu prihodki, odhodki, cash flow za vsak mesec, kakšna je situacija, ali pa na koncu vsakega meseca znotraj plannerja. Pač res je ful prilagodljiv planner in res lahko veliko narediš na ta način, ne? Tako da tle imaš račune, potem imaš tukaj When was the last time kdaj je bil na zadnji čas, ko sem jaz, na primer, prebrala knjigo, in pa sem si jih v bistvu tle zapisala, kjer imam še za prebrati, a pazi to, pa sem pogruntala, da je tle v zadnji še lepš to narejen. Pazi, čakaj, kje je zdaj? Aha, in imaš celo knjižno polico knjig, a ne? Tako da sem bila tako, okej, zdaj tle si lahko res zapisujem une, ki sem jih dejansko prebrala, pa z datum izraven, zdaj tle nisem, a ne? Ampak meni to, na primer, ful prav pride za stvari, kot so, na primer, kdaj sem zadnje pomila kopalnico, kdaj sem na zadnje zalila orhideje, ker jaz pač to pozabim, da je to treba narediti na vsake tok cajta, a ne? In si enostavno lažje zapisati datum in si pol tako, a veš, v gostilnah v WC-ju, ki piše, kdaj bo naslednji checking WC-ja, a ne? No, tako sem pač jaz z gospodinjskimi opravili, ker je to pač edini način, da jih dejansko pol tudi izvedem. Tako da ja, kdaj sem zalila orhideje, ker drugače mi crknejo vse, a veš. In je ful fajn, da imaš v bistvu eno tako razpredelnico, a ne. Potem imaš tukaj še goal planner za razne še dodatne cilje, Imagine I Dare, da vse to narediš. Potem imaš Ultimate Goal Planner, kaj ti je on res ta velik cilj, ki ga želiš doseči. Ta se po mojem zelo lepo povezuje s tem tle na začetku, ki smo ga delali, kao cilj za to leto. Ne, to je verjetno dosti podobna zadeva. Potem, kaj ti je cilj, zakaj želiš to, kakšne vrste cilj je to, koliko časa traja, kdaj se začne, kdaj se konča in pa koraki, ki jih moraš narediti, da boš ta cilj dosegla. Ne? To je zelo pomembno, brez tega je pač samo imaginary cilj. Motivacija in pa motivacija. Če nimaš clearly razdelane motivacije, zakaj to delaš, ti tudi to vse ne bo pomagalo. Ne? Knjige, ki si jih želiš prebrati v tem letu, tle se mi zdi, da je kar fajn, da so 3 knjižne police knjig, a ne? Tole je bil direktno dol moj Amazon wishlist in sem pogruntala, da imam gor 35 knjig. Tako da, počasi bo treba reading time prav organizirati v dnevu, da bom jaz lahko čez tole vse se prebila, a ne? Potem na koncu imamo še movies to watch, da si jih zapišeš, let's chat, lahko napišeš. Tudi isto, veš, ko ti prijateljica kaj pol neumnega napiše v SMS-u ali pa na Snapchatu ali pa kakorkoli, ali pa tako neumne izjave dneva, a ne, pač to gre tle noter, to je tisto, kar gre tle noter, zato da bolj pogledaš nazaj in se rešiš, ke zmešan, kaj je to, a ne. Na koncu imaš pa pol še par čist praznih strani, ne, think outside the box, razmišljaj izven škatle, a v bistvu si omejen z enim boxom. To mi je tako ful fascinantno. Ampak ja, imaš v bistvu prazne stvari, ki lahko počneš, kar želiš, in pa še dodatnih par strani za razne zapiske in pa lady tracker za menstruacijo na koncu, kar se mi zdi tudi ful fajna zadeva, sploh če ne uporabljaš nobenih appov ali pa kaj tasga, pač toliko, da imaš malo zabeležen, da veš, kaj se dogaja s tabo, ker je ful lažje, če veš, kdaj se dogaja s tabo, ker je ful lažje, če veš, da pač, PMS is coming up, malo boš zoprna, zato si tako zoprna in občutljiva, nič ni drugega, vse je v redu, it's all good, a ne, na tak način. Tako da ja, tukaj na koncu pa še Yummy Style na vseh social media, ki bodo tudi polinkani dol v videu. Tako da, to je to, prišli smo do konca planerčka. Kot vedno imaš link do tega planerja spodaj v opisu videa, tako da si pet pogleda to. Če imaš še kakršnakoli vprašanja, sem ti vedno na voljo v komentarjih. Me pa ful zanima, kaj je pri tebi ta najpomembnejša stvar, ki jo mora imeti planer, da ti je res všeč. Tako da, če mi to zaupaš v komentarjih, ti bom ful hvaležna.
tukaj si lahko pogledaš še en moj video, ne se pozabiti naročiti na ta kanal, ker pač video pade, ko pade, tako da nikoli ne veš. Tako da je fajn biti naročen, ker si pa obveščen o teh videih, a ne? To je bilo to z moje strani, lepo se imejte, fajn splanirajte svojo novo šolsko leto in pa se vidimo kmalu. Adijo!